Ja, takrat se nam je življenje postavilo na glavo. Pozdravljeni, sem Tatjana Pirc in to je podcast 5 let pozneje, v katerem se ob 5. obletnici izbruha novega koronavirusa na podlagi izkušenj iz obdobja pandemije COVID-19 sprašujemo o tem, ali smo ravnali prav, smo se kaj naučili, kakšne so zdravstvene in družbene posledice, iščemo odgovore na številna vprašanja, ker smo prepričani, da je o tem treba govoriti. Zdi se mi, da smo bili enaki tega časa kar vsi. 5 let pozneje. Novi koronavirus je svet postavil na glavo. Napovedi niso ravno optimistične. Uživajte, dokler lahko. Vsi smo bili malo depresivni, tako da niso glih dobri spomini. Spet bo prišel čas sonca in svobode. Ne, vsega tega, kar se je dogajalo, ne bomo pozabili. Smo pripravljeni, če se zgodi kaj podobnega? 5 let pozneje na Radiu Slovenija zremo v prihodnost. Preverjamo, Iščemo dokaze, mnenja, razlage, odgovore. So kakšne vprašanja morda zame? Kar je bilo, je bilo. v 15. epizodi podcasta 5 let pozneje se bomo ukvarjali z vplivi epidemije na okolje. Spomnimo se še, da so se v morju okrog Benetk po recimo prvem valu epidemije COVID-19 pojavili delfini, da se je razblinil smog nad azijskimi velemesti, a kot pravijo strokovnjaki, ti pozitivni učinki epidemije na okolje so bili bolj kratkega daha. Jan Grilc, ali meniš, da se pod površjem vendarle skrivajo neki večji premiki, ko razmišljamo o vplivih epidemije na okolje? Se je, na primer, spremenila tudi naša miselnost, kar je verjetno najbolj pomembno, da potem res pride do sprememb? Ja, tako, najprej pozdrav, Tatjana, in me zelo veseli, da sem se ti lahko pridružil tukaj v studiu. Glede teh okoljskih sprememb, ki smo jih skoraj v bistvu romantično spremljali v tistem prvem valu epidemije, torej, kot si že omenila, tiste delfine v Benetkah, pa čist zrak nad azijskimi velemesti, pa želve, ki so nesle jajca spet na plažah, kamor si desetletja drugače niso upale. No, to je bilo seveda bolj anekdotične narave, kot lahko rečemo. Se pravi, v tistih nekaj mesecih, ko smo bili res vsi zaprti doma in ko je nekako tudi ta divja narava dobila malo več prostora za sobivanje z velikimi človeškimi naselji, je bilo nekako v zraku veliko več upanja. In takrat smo tudi, ker smo spremenili svoje življenjske navade, tudi vsi malo drugače začeli razmišljati o svojem okolju, tistem bližnjem, se pravi v mestih, v katerih živimo, na kakšen način je lažje delovati v njih, kaj v bistvu rabimo za tisto boljše življenje. No, ampak kakšnih dokazov o kakšnem bolj dolgoročnem trendu teh sprememb zaradi epidemije pa zaenkrat ni, njih tudi ni iz tistega časa. Torej, vemo, da so bile to stvari, ki so se zgodile v tistem kratkem časovnem obdobju, ampak žal niso trajale. No, so pa spremembe v naše obnašanje prinesle nekako nove razmisleke o tem, česa si želimo v teh svojih življenjskih okoljih. In odgovor takrat v tisti prvi fazi epidemije je bil predvsem tak: rabimo več zelenja, rabimo več površin za rekreacijo in srečevanje v naših mestih, recimo. In v tistem trenutku zgodovinskem, ko smo si rekli, ok, zdaj smo pa prišli do tega, se je nekako zdelo, da so odgovori jasni, kako to doseči. In takrat sem poklical vse naše dopisnike iz tujine, da nam povejo, kakšne spremembe so se začele dogajati v njihovih mestih. Torej po tistem prvem valu epidemije, in nekako taki so tisti kratki spomini na njihove odgovore. Za zdaj je jasno le to, da bodo imeli v Bruslju veliko več prostora kolesarji. Tudi glavni prometni žili skozi mesto so zožali za avtomobile in cestišče povečali za kolesarje. Ta želja, ki je tukaj že res desetletja, je metro, torej podzemna železnica, ki jo zdaj v bistvu ali pa pred vsakimi volitvami stranke znova obujajo in se kregajo o tem, kje ne bi bile postaje. Moskovske oblasti so se v zadnjih letih v okviru programa Moja ulica lotile prenove številnih cest, ulic, trgov in pločnikov v središču mesta, uredili so kolesarske steze, uvedli sistem izposoje koles in skirojev. Ponekod so razširili pločnike, prostora za kolesarje in pešce je več, uredili so parkirna mesta.
Med epidemijo je Rim potihnil, opazili smo nekaj večjih vzdrževalnih posegov na cestah, no v zadnjih tednih karantene pa se je pojavilo za več kot 100 km začasnih kolesarskih poti, ki so v Rimu sicer redke, s katerimi pa mestna uprava zdaj spodbuja uporabo koles. V času omejitev, ko je bilo na cestah 40% manj avtomobilov, so ponekod na ulicah z dvopasovnicami enega od pasov spremenili v začasen pas za kolesarje. Ponekod tudi tisti del cestišča, ki je sicer namenjen parkiranju. Glede prometa je tako, da je nanj poleg epidemije novega koronavirusa še bolj vplival potres, ki smo ga doživeli v Zagrebu 22. marca. Zaradi njegovih posledic, ki še zdaleč niso sanirane, še vedno ne vozi javni promet v strogem mestnem središču, govorim seveda o tramvajih. Mestni avtobusi, metro, taksi in drugi prevozniki so delovali ves čas. Morda so se samo prilagodili manjšemu številu potnikov in hitrejšemu premikanju po mestu. Dunaj je trenutno veliko gradbišče. Ta čas so, kot vse kaže, dobro izkoristili za sanacijo nekaterih ulic in stavb, tako da je parkiranje v samem središču mesta trenutno zelo zakomplicirano. Pa ne, da bi bilo sicer lažje, ampak zdaj res popravljajo vse dovozne ceste do središča in gre za pravi prometni kaos, čeprav pravega prometa, kot ga je Dunaj vajen, sicer še ni, ker še ni tujih turistov. Ja, če je takrat izgledalo nekako jasno, kakšnega razvoja mest si ljudje želijo, pa je to potem prav kmalu trčilo tudi na nasprotovanje in pa na tiste obratne procese. Seveda, ko se je gospodarstvo začelo vračati v staro formo in so tisti prvi vtisi karantene malo zbledeli. Potem so se seveda vrnili tudi tisti najbolj obremenjujoči dejavniki za okolje, pa o tem govorimo o prometu, pa o turizmu, pa o gradnjah. Onesnaževalci so počivali samo kratek hip. Tako, no, potem pa so se nekateri ukrepi vrnili, nekateri so ostali, tisti, ki so nekako bili zaznamovani z koronskimi spoznanji, če jim lahko tako rečemo. Ampak zdaj pa poglejmo stanje 5 let pozneje. Se pravi, poročilo o stanju podnebja v Evropi kaže, da je Evropa celina, ki se segreva najhitreje. Povprečna temperatura je v Evropi od industrijske revolucije sredi 19. stoletja, torej narasla že za približno 2 stopinji Celzija in pol. Torej, v letu 2020 smo takrat na svetovni ravni zmanjšali emisije ogljikovega dioksida za 6,5 %, potem pa se je vse to skoraj takoj vrnilo na predkoronske ravni. In še en zanimiv problem je bil tule v zvezi z odpadki in sicer na račun zaščitne opreme. V letu 2020 smo na svetu vsak mesec porabili približno 65 milijard zaščitnih rokavic in 130 milijard mask za enkratno uporabo. In to je seveda imelo velik vpliv tudi na smeti v naravi, smeti v rekah in seveda posledično smeti v morjih. Tako da je bilo tudi iz tega povsem z epidemijo povezanega stališča kar nekaj okoljskih težav. Govorili smo o mestih in o mestih sem takrat tudi veliko poročal, ker so v mestih vsi te trendi še nekako okrepljeni. In mesta so nekakšen lakmusov papir za to, kaj se dogaja z okoljem. Vsi procesi se tam pokažejo še bolj jasno in močneje kot kje drugje. In pa tudi so nekakšen lakmusov papir o tem, kaj se dogaja v družbi. Se pravi, koliko energije imamo za spremembe navad in pa prilagajanje na nove razmere. Jan Grilc, o temah, ki sva jih nakazala, se boš pogovarjal z današnjim osrednjim gostom. Kdo je to in zakaj si se odločil, da ga povabiš pred mikrofon? Ja, dr. Žiga Zaplotnik je meteorolog, je docent na oddelku za fiziko Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko. Kot raziskovalec deluje tudi pri Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi. Pred 2 letoma pa je postal tudi vodja podnebnega sveta. To je neodvisno znanstveno posvetovalno telo vlade za podnebno politiko. Torej, ta svet se sestaja, v njem so strokovnjaki z zelo različnih področji družbenega življenja, z različnih področji raziskovanja v znanosti in sprejemajo nekakšna priporočila za konkretne ukrepe, ki jih lahko vlada sprejme. No, dr. Žiga Zaplotnik predseduje temu svetu, v javnosti pa se velikokrat oglasi ob temah povezanih s podnebnimi spremembami. Ob začetku epidemije pa je zanimivo sodeloval tudi pri nastajanju sledilnika COVID-19. Dr. Žiga Zaplotnik in novinar Jan Grilc. Prisluhnimo pogovoru.
Dr. Žiga Zaplotnik, predsednik Podnebnega sveta. Kako se spomnite tistega časa pred 5 leti? Kakšen je bil takrat vaš vsak dan? Tisti časi so bili zanimivi, bili so napeti, bilo je veliko adrenalina, predvsem bilo veliko neznanja, ki smo ga skušali zapolniti s podatki. In tako je nastal sledilnik. Zdaj moram povedati, da sicer pri začetkih nastajanja tega projekta sam nisem sodeloval. Podatke so začeli zbirati drugi, so tudi vzpostavili neke podatkovne tokove s predstavniki različnih zdravstvenih ustanov. Smo pa potem tisti, ki se bolj ukvarjamo z modeliranjem, mene populacijska dinamika že od nekdaj poleg meteorologije najbolj zanima, smo potem te podatke s pridom uporabljali za verifikacijo naših modelov, merjanje naših modelov, za praktično skušali smo razumeti epidemijo na ta način. Zdaj, ti podatki so bili seveda ažurni, jasni, javno dostopni, objavljeni so bili recimo na GitHubu, tudi sama podatkovna pot je bila znana, kar je seveda vzbujalo, bom rekel, kar precej zaupanja javnosti v te podatke. No, in to je bilo pomembno v tistih nekako izrednih razmerah, ko smo se soočali z neko situacijo, na katero praktično nismo bili pripravljeni. Kako ste takrat videli ta pomen odprtih in javnih in kakovostnih podatkov? No, pomemben je, da krepimo nek zaupanje v same institucije, ki te podatke proizvajajo. Takrat je bilo to bistveno. Če smo želeli, da javnost nekako spoštuje ukrepe, oziroma če smo želeli, da osmisli pomen vseh teh ukrepov, naprimer raznih lockdownov, zaprti šol, zaprta vrata za obiskovalce domov za ostarele in tako naprej, potem je bilo treba nekako usmisliti oziroma vsaj povedati, kaj nas čaka, če tega ne naredimo. Kaj je torej alternativen scenarij? Kaj se zgodi brez ukrepov, brez kakršnih koli odpovedovanj? Ja, na ta način smo nekako pripravili družbo na te ukrepe. No, in kako pa v bistvu gledate na pomen podobno dostopnih, javnih in kakovostnih podatkov v neki drugi krizi, ki jo živimo, torej v okoljski krizi? Imate občutek, da je v javnosti na voljo dovolj podatkov, da lahko informirano razume obseg in pomen te krize? Tukaj bi se osredotočil na en podproblem okoljske krize, to je podnebna kriza. Jaz se namreč ukvarjam s tem. Okoljska kriza je širši pojem. Zajema tudi onesnaževanje našega planeta s plastiko, onesnaževanje voda, s polutanti, zemlje s težkimi kovinami in tako naprej. Teh aspektov jaz ne obravnavam, se s tem ne ukvarjam, niti ne bi komentiral. Pri samih podnebnih spremembah je pa tako, magnituda tega problema je bistveno večja od magnitude epidemije prvič v smislu kompleksnosti. Že če pogledamo samo kompleksnost modelov, ki opisujejo recimo simulacije, ki simulirajo epidemijo ali pa simulirajo podnebje oziroma sklopljen sistem zemlje, oceanov, tal, biosfere in seveda vseh njunih interakcij preko ogljikovega cikla, cikla metana, praktično tudi družbenega odziva na to, je to bistveno večji problem. To je nekaj velikostnih redov večji problem in praktično je nemogoče, da bi, če tudi so podatki na voljo, podatki so vsi javno na voljo, tako raziskovalcem kot tistim, ampak enostavni obseg teh podatkov, razumevanje teh podatkov, velikosti, to so tisočine terabajtov podatkov. To je praktično nemogoče za slehernika, za obdelati, kaj šele za razumeti. Če povem drugače, mogoče če malo parafraziram. Jaz kot nekdo, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami, oziroma vsaj z atmosferskim aspektom teh podnebnih sprememb, ne razumem praktično množice drugih procesov, ki pridejo tukaj. To so procesi v tleh, biogeokemični cikl, potem recimo družben odziv, ki je zelo pomemben tudi pri podnebnih spremembah. Tukaj res rabimo široko paleto strokovnjakov, raziskovalcev, ljudi, ki se s tem ukvarja. Kot pravim, magnituda problema je bistveno večja. Druga stvar je pa tudi časovna skala problema. Epidemija je nekaj, kar se naredi na časovni skali enega leta, oziroma nek epidemični val, recimo traja na časovni skali nekaj mesecev do enega leta. Podnebne spremembe so bistveno počasnejši pojav. So pojav, ki recimo traja na neki, vsaj te antropogene podnebne spremembe, ki se dogajajo zdaj, na časovni skali približno 100 let. Naravno povzročene podnebne spremembe pa na časovni skali recimo 10 000 let. To je posledica recimo Milankovićevih ciklov. Tako da
ne moramo jih neposredno primerjati. In seveda, ker je časovna skala podnebnih sprememb bistveno večja, ker so bistveno počasnejše, pomeni tudi, da ni tega občutka nujnosti oziroma ni takega občutka urgentnosti, kot je bil pri epidemiji. Morda vsi ti podatki, ki jih imamo na voljo in nekatere tiste najbolj izrazite številke, ki vedno krožijo ob teh temah, recimo tista slavna 1,5 stopinje, morda zamegljujejo tudi pogled na tisto širšo sliko tega dogajanja. Vedno, ko rečemo 1,5 stopinje, si morda po drugi strani rečemo v glavi tudi, no pa saj to pa vendarle ni tako hudo, saj 1,5 stopinje, če premaknemo v stanovanju termostat, ni tako zelo velika sprememba. Niti je ne bomo opazili. 1,5 stopinje, kaj je to proti dnevnemu ciklu, recimo ob neki tipični anticiklonalni situaciji, ko imamo stabilno ozračje, imamo lahko recimo zjutraj nič, popoldne pa 25 stopinj Celzija. V ekstremnih primerih na raznih naših planotah je lahko ta razlika dnevna tudi 30 stopinj in več. V drugih delih sveta pa še več. Tako da že proti dnevnemu hodu ali pa proti samim sezonskim spremembam se 1,5 stopinje ne zdi veliko. To 1,5 stopinje moramo predstaviti v drugačnem kontekstu. Prvič 1,5 stopinje je globalno povprečje. Govorimo o dvigu zaenkrat globalne povprečne temperature. Ljudje živimo na 30% zemljine poloble, tem 30% se reče kopno. In že kopno se je segrelo bistveno več kot 1,5 stopinje Celzija. Smo bliže 2,5 stopinjama Celzija. Seveda, ta efekt je potem v globalnem povprečju maskiran z efektom počasnejšega ogrevanja oceanov. Tako da že sam ta podatek zamegli nekoliko situacijo. Če pa rečemo, da je recimo tipična razlika med ledeno dobo pa toplim obdobjem nekih 6 stopinj Celzija, potem se 3 stopinje kar naenkrat zdi ogromno. 3 stopinje Celzija lahko tudi si predstavimo kot, pogosto uporabljam to analogijo, kot dvig recimo klimatskih pasov nekje za 500 metrov. Kar je spet ogromno. Kar naenkrat bodo kraji na nadmorski višini 500 metrov imeli podobno klimo kot nekoč kraji recimo ob morju. To je pa bistvena razlika, če si tako predstavimo. In še dlje, če bomo šli po tej poti naprej, bo ta razlika še bistveno večja. 3 stopinje Celzija, recimo, kolikor se je do zdaj približno ogrelo ozračje nad Slovenijo, si lahko predstavimo tudi drugače. To je podobno, kot da bi se klimatski pas nekje iz srednjega oziroma že bolj južnega Balkana premaknil kar naenkrat na naše kraje. To je 3 stopinje. No, ampak recimo vsi ti podatki, ki morda tudi zamegljujejo neko širšo sliko, so pa v tistem času pred 5 leti nekako zbledeli ob teh zgodbah o vračanju narave v urbana okolja. Videli smo delfine v Benetkah in podobne stvari. Seveda so bile to bolj anekdotične zgodbe, ampak zakaj so po vašem tako razburkali domišljijo? No, jaz ne bi rekel, so le anekdotične. Vse konec koncev smo zmanjšanje onesnaženosti zraka, naprimer s trdimi delci, pomerali tako s satelitskimi meritvami, kot tudi z meritvami na tleh. Torej, to ni bila le percepcija ljudi, to je bilo dejansko nekaj, kar smo lahko tudi instrumentalno opazili. Še ena taka stvar, recimo, ki so jo ljudje opazili, je, da je bilo bistveno manj kondenzacijskih sledi letal takrat na nebu, ker seveda letalski transport se je bistveno zmanjšal. Zdaj, ena zanimiva anekdota z področja, s katerim se jaz ukvarjam, torej napovedovanjem vremena, je pa, da smo imeli zaradi tega velike težave. Namreč letala, tako pri vzletanju kot pri pristajanju, pa tudi med samim letom, sporočajo podatke recimo o profilu vetra, temperature, vlage v ozračju in na ta način to nam pomaga pri dobri določitvi začetnega pogoja oziroma trenutnega stanja atmosfere, iz katerega potem napravimo vremensko napoved. Tako da včasih nam te zadeve tudi ne koristijo, ampak to strogo z te ozke perspektive. No, omenili ste, zmanjšalo se je število trdih delcev v zraku, to smo zaznali. Katere druge stvari pa smo med epidemijo morda še zaznali, ki bi jih lahko zdaj označili za, če lahko temu tako rečemo, epidemično anomalijo v spremljanju podatkov o podnebju? Ja, zagotovo, če pogledamo časovno vrsto za nazaj, je epidemija, torej predvsem leto 2020, pa potem deloma tudi leto 2021, smo imeli takrat nek lokalen padec emisij ogljikovega dioksida. Zdaj, razmišljali bi, ampak ta padec je bil seveda presenetljivo majhen. Kaj nam zdaj to sporoča? To nam sporoča, da mora biti
sama sprememba načina življenja in za časa COVID-a smo dejansko doživeli kar močno spremembo naših navad, našega načina življenja. Bili smo izolirani na stanovanja, otroci so bili doma, delo se je začelo bolj od doma. Kaj nam vse to sporoča? Da samo sprememba naših navad ni zadost, da zmanjšamo emisije ogljikovega dioksida na nič. Mi rabimo praktično tehnološko revolucijo, ki se seveda že dogaja, sploh recimo trenutno v energetiki, sledi recimo tudi elektrifikacija transporta in tako naprej. Imamo revolucije kar na množici področji, ampak skupna rešitev je tako sprememba navad, recimo prehranskih, ki jih med COVID-om niti nismo rabili kaj dosti spreminjati, rabe prostora, kako uporabljamo prostor, kako način naše, pozidave in tako naprej, ampak ob vsem tem rabimo pa tudi razvijati tehnologijo za razogljičenje. Mislim, da je to pomembna lekcija koronavirusne epidemije. Samo sprememba navad ne bo dovolj, da ohranimo planet zanamcem. Rabimo tudi tehnološki preboj. Pa se vam zdi, da smo nekako kot družba te lekcije ponotranjili, so ostale v nekakšni kolektivni zavesti, so nam morda takrat sprožile neke razmisleke in morda tudi premike v našem razmišljanju, ampak so potem, ko so se stvari normalizirale, če lahko tako rečemo, vrnile v neko bolj utečeno stanje, nekako vse te lekcije kar potonile v podzavest in smo pozabili na nje. No, težko rečem za celotno družbo, ampak zagotovo sem jaz eno lekcijo odnesel od tega. In sicer je to, da takoj, ko se začnejo ukrepi, torej, če gledamo samo podporo zelenemu prehodu, podpora zelenemu prehodu je precej padla v zadnjih 2 letih, recimo. Zakaj? Tudi zaradi množice dezinformacij v javnosti, tudi strani politike, naprimer tipična taka dezinformacija je, da so cene energije visoke zaradi zelenega prehoda, kljub temu, da je bilo to že mnogokrat pokazano, da v resnici temu ni tako. Ampak ena taka pomembna lekcija je, da takoj, ko se začnejo ukrepi proti recimo širjenju virusa, ukrepi za zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida, se del javnosti zelo glasno in jasno upre. In to daje na videz v splošni javnosti percepcijo, da je večina tem ukrepom nenaklonjena, kar pa ne drži. Da je glavna lekcija zame to, da podpora ukrepom, ki je navidezno zelo visoka, potem, ko so ti ukrepi dejansko implementirani, nekoliko pade. To pomeni, da sve obstaja nek delež prebivalstva, ki bi vse te ukrepe za zmanjšanje njih navidezno, vsaj nazivno podpira, ampak takoj, ko osebno, tudi malenkost prizadenejo njih, se tem ukrepom upre. Tukaj mislim, da je zelo pomembno, kakšna je družbena solidarnost, tudi medgeneracijska solidarnost. Za časa COVID-a je bila to predvsem solidarnost mlajših s starejšimi. Mlajši so bili relativno neogroženi, bili so pa bistveno bolj prizadeti od starejših v smislu, kakšne spremembe življenjskega sloga so mogli narediti. Recimo, delo od doma, šolanje nadaljavo, predvsem otroci. Tukaj potrebujemo medgeneracijsko solidarnost v drugo smer. Torej solidarnost starejših z mlajšimi, z našimi otroki, ki bodo glavnino te krize občutili, ko nas ne bo več. In tukaj je res pomemben, da se vedno zavemo, da jim pogledamo v oči pa rečemo, to bomo naredili za vas. Mirnega in naseljivega planeta, brez tega našega odrekanja mogoče tudi nekoliko, pač ne bo. To je ta družbena pogodba. No, in pred kratkim ste na podnebnem svetu omenili en ukrep, ki bi ga lahko v Sloveniji uvedli, in sicer, da bi zmanjšali omejitev hitrosti na avtocestah na 110 km/h in v naseljih na 30 km/h. Seveda bi ta ukrep uvajali postopoma in v različnih obsegih, ampak kaj ste razbrali iz odziva v javnosti, ko ste predstavili možnost tega ukrepa? V racionalnem delu javnosti, torej delu javnosti, ki bazira svoje prepričanja na dokazih, na znanstvenih dognanjih, tudi na empiričnih raziskavah, je ta ukrep zelo soglasno podprt. Mislim pa, da bi bil tudi v delu javnosti, ki temu ukrepu trenutno ostro nasprotuje, že po nekaj letih ta ukrep enako podprt. Zakaj?
ker prinaša vse splošne koristi. Zmanjšanje števila smrti, zmanjšanje števila poškodb, dvig GDP-ja, če hočemo, samo zaradi manjšega števila nesreč in s tem povezanih stroškov. Tudi stroškov človeških življenj, če tako pogledamo. Če zelo racionaliziramo človeško življenje, ampak vsak človek nekaj doprinese družbi in človek, ki ga ni več, pa smo ga vseeno izšolali, vseeno smo ga pripeljali do neke strokovnosti, kar naenkrat družbi ne prispeva več. In to je hud strošek za družbo. Potem seveda, če pomislimo samo na potovalne čase. Danes sem bil zopet udeležen v fantomskem zastoju na Gorenjski avtocesti, ki je bil posledica izključno previsoke hitrosti in naglega pospeševanja in zaviranja kot posledica tega. Torej, imeli smo zgoščine in razračine v prometnem toku in recimo že z znižanjem omejitve hitrosti, in seveda nujno je pri tem, da se udeleženci prometa take omejitve potem tudi držijo, bi takšen fantomski zastoj z lahkoto preprečili in moj potovalni čas do Ljubljane bi se danes bistveno skrajšal. Mislim, da je to ukrep, ki bi po nekem času prinesel zelo pozitivne spremembe, ki bi jih družba tudi prepoznala. Ampak jasno, trenutno to res deluje precej kontroverzen ukrep. Večina javnosti tudi ne pozna dejstvo, recimo to, da je pretočnost na avtocesti nižja pri višji hitrosti. To je precej kontraintuitivno. Tako da, ko vse te dokaze sicer predstaviš, pa mislim, da nasprotnikov kar naenkrat zelo hitro zmanjka argumentov. Svetovni dan okoljskega dolga je leta 2020 nastopil kar 3 tedne pozneje kot v letih pred tem. Takrat je bilo to 22. avgusta. Letos ga lahko pričakujemo ob koncu julija približno. Na svetovni ravni torej. V Sloveniji smo ga že obeležili 8. aprila. Kaj nam to pove o okrevanju po epidemiji? Smo karkoli spremenili na daljši rok, kar se bo odražalo tudi v takih neslavnih praznikih, kot je dan okoljskega dolga? Ja, pomeni, da je gospodarstvo močno okrevalo potem. Okrevalo seveda tudi nekoliko v navednicah, ker okrevanje gospodarstva na račun okolja ni nekaj, česar bi se lahko zelo veselili. Evidentno je torej narasla naša, torej svetovna potrošnja po letu 2020 in dan okoljskega dolga pride še nekoliko prej kot nekoč. Kot ste rekli, veliko okrevanje gospodarstva, pa se je poznalo predvsem na prometu. Ta ostaja največji onesnaževalec v Sloveniji. Kako vidite vi to pot naprej? Takrat smo lahko pred 5 leti videli, kako drugače se tudi da potovati. Da se da potovati tudi manj. Da se da tudi nadaljavo delati in nadaljavo morda tudi izobraževati. Se vam zdi, da so ti procesi zdaj šli nekako v nasprotno smer? Vidimo lahko, da kar nekaj podjetij tudi omejuje delo od doma, da so se morda kakšne prakse, za katere smo takrat ugotovili, da so uspešne, zdaj morda malo poniknile. No, jaz mislim, da praksa recimo dela od doma, tudi sam jo precej prakticiram, jaz mislim, da to ne bo šlo nikamor, da je obseg dela od doma še vedno bistveno višji kot pred epidemijo. Nižji seveda kot med samo epidemijo, kar nekaj podjetij je šlo nazaj na standardno delo, recimo iz pisarne oziroma na mestu podjetja. Mislim, da smo te prakse še zmeraj ponotranili. Torej, delo od doma je nekaj, kar bo vedno od zdaj naprej v večjem obsegu, kot je bilo pred epidemijo, kar seveda pomeni tudi mogoče nekaj manj osebnega transporta na ta račun. Seveda pa kot kažejo podatki, to več kot offsetamo s transportom zaradi drugih razlogov. To so potovanja, transport, tudi predvsem obseg tovornega prometa se je povečal, se še povečuje naglo. Ja, transport je res trenutno, glede na emisijske tabele, glavni vir ogljikovega dioksida oziroma glavni vir emisije ogljikovega dioksida v Sloveniji. Takoj zanima je energetika. Vsaj na področju energetike že imamo resne načrte, kako te emisije zmanjšati. Na področju transporta seveda si veliko obetamo od same elektrifikacije transporta, zgledi držav, kjer se elektrifikacija transporta dogaja res naglo. To so na primer Norveška, pa tudi Danska, Švedska, tudi Kitajska praktično kažejo, da poraba nafte že upada.
seveda tudi vseh njenih derivatov, ki jih uporabljamo v cestnem transportu. In tukaj seveda je, ampak zopet, to je bil tehnološki preboj. To ni bila sprememba naših navad, to je bil tehnološki preboj in tukaj imamo zopet v mislih le podnebno krizo, to naslavlja le podnebno krizo. Ne vemo pa seveda, kaj bo vsa ta množica dodatnih odpadkov pa povzročila z vidika širše okoljske krize. Ampak samega vidika podnebne krize je to zagotovo pozitivno. Pa gledate morda tudi na take ukrepe, kot je delo od doma, kot na prometni ukrep v bistvu? Delo od doma je zagotovo prometni ukrep. Bistveno zmanjša število poti, potniških kilometrov, bistveno zmanjša tudi emisije iz transporta. To je zelo pomemben podnebni ukrep, ampak tudi zelo podcenjen. Predvsem pa, še enkrat, res veliko upov, vsaj z vidika podnebja, polagam v elektrifikacijo transporta. Mislim, da je to za enkrat glavni način, kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Če pogledava zdajle morda malo širše, stopiva en korak nazaj, bi tudi na področju podnebne krize potrebovali nekakšen izreden dogodek globalnih razsežnosti, kot je bila denimo pandemija, da bi ukrepanje morda postalo bolj odločno? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Ko sem ga prebral, sem se nasmehnil. Mislim, da imamo množico lokalnih izrednih dogodkov že danes. To je množica poplavnih dogodkov širom Evrope. V letu 2024 recimo poplave v srednji Evropi, pa recimo poplave predvsem v Španiji, na področju Valencije, leto prej Slovenija, Grčija, praktično celotno zaledje tega našega pregretega mediteranskega bazena doživlja ekstremne, ampak seveda lokalne, izolirane dogodke, ki so posledica konvektivnih padavin, torej tipično nekega stacionarnega proženja padavin nad ozkim območjem, kar seveda pomeni, da so te poplave oziroma ti poplavni dogodki tipično precej lokalizirani. Če si želim globalnega, disruptivnega dogodka, niti ne, to pomeni, da bi mogli priti vsaj do neke sprožitve povratne zanke in nekaj taga, sploh če pride do nekih kaskadnih efektov, torej da pride do tega, da neka povratna zanka sproži še ostale povratne zanke. Primer neke take povratne zanke, ki lahko sproži veliko spremembo globalne klime, je recimo ustavitev severne atlantske cirkulacije, meridionalne cirkulacije. O tem se precej govori v zadnjem času, tudi ogromno študij naslavlja ta problem. Če bi do tega res prišlo, ne vem, če si tega res želimo, to pomeni, da se morska gladina na vzhodni obali ZDA v zelo kratkem časovnem obdobju, govorimo o obdobju nekaj let, dvigne za 1 meter. Vemo, na kakšni višini so mesta v vzhodni obali ZDA, vključno s Florido. Pride hkrati do naglega spusta temperature na atlantskih obalah zahodne Evrope. Govorimo o 15-stopinskem spustu, 15-20-stopinskem spustu temperature nad Islandijo, nad obalo Norveške, nad delom Skandinavije, Irsko. Hočem reči, da bojo ti, oziroma bi bili v tem primeru, v primeru tega globalnega disruptivnega dogodka, ti predeli nenaseljivi. Potem se lahko začnemo pogovarjati o podnebnih migrantih s severa. Mislim, da si tega ne želimo. To je veliko tveganje za mirno civilizacijo. Se pravi, bi potencialno nek globalen dogodek povezan z podnebnimi spremembami pomenil praktično destabilizacijo ne le podnebja, ampak tudi naših družb. Ja, še en tak lep primer je recimo tudi več študij je o tem razglabljal. Ko bi se zgodil sočasen vročinski val, povezan z določenim valovnim številom Rossbyjevega vala, torej planetarnega vala, ki tipično vpliva na vreme v zmernih geografskih širinah, ko bi se vročinski val zgodil sočasno na različnih območjih, ki so znana kot območja žitaric. V tem primeru bi prišlo do hude disrupcije z globalno oskrbo hrane. Govorimo o tem, da bi bili sočasno prizadeti naprimer jugovzhodna Azija, centralna Evropa oziroma centralno-vzhodni del Evrope, naprimer območje Poljske, Ukrajine, Madžarske, pa hkrati velikih planjav ZDA. Ampak simulacije kažejo, da se bo to prej ali slej zgodilo v naslednjih desetletjih. Zdaj, a smo pripravljeni na to, imamo zaloge za to, da takšne dogodke premostimo, o tem ne vem, ampak zagotovo se bo to zgodilo.
Kako opazujete nekako gibanja v naši družbi? Imamo danes kot družba več energije za spremembe na okoljskem področju ali smo bolj pasivni kot pred 5 leti? Mislim, da sta tukaj dve dinamike, ki eni drugo izključujete. Prva je povsem družbena. O okoljski krizi, o podnebnih spremembah že dolgo poslušamo. Tudi mediji so polni teh vsebin. Z tega vidika se zdi, da smo že nekoliko nasičeni in nekoliko imuni na te zgodbe. In tudi mogoče najin intervju bi bil pred 5 leti bolj poslušan, kot bo danes. Ampak je pa tudi druge vrste siljenje, ki pa bi utegnil povzročiti kontraefekt. To je pa to, da frekvenca teh ekstremnih pojavov narašča. Da se ljudje vedno bolj zavedajo podnebnih sprememb. Danes nas praktično zavarovalnice, na zavarovanjih za domove, na domskih zavarovanjih obveščajo o tem, da so primorane dvigati premije zaradi podnebnih sprememb oziroma zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov povezanih s podnebnimi spremembami. Danes vemo, da pojavi ekstremne toče, kakršnim smo jim priča v zadnjih recimo letih, so seveda direktna posledica pregretega Sredozemskega morja, pregretega severnega Jadrana, ki seveda omogočajo ogromne količine vodne pare, zato je na voljo tudi več vlage za kondenzacijo, močnejša vertikalna gibanja in posledično močnejša toča. In to je direktna posledica recimo podnebnih sprememb. Tako da podnebne spremembe vedno bolj penetrirajo v naš način življenja, v to, kako se nekako moramo prilagoditi na to. To bi bil lahko tisti drugi dejavnik, ki pa vseeno poskrbi za to, da nas sama podnebna kriza bolj zanima, kot nas je nekoč. Samo še eno vprašanje za vas osebno, za konec. Kaj bi danes počeli drugače, če bi vas nekdo spet za 3 mesece poslal v karanteno? Spočil bi se. Dr. Žiga Zaplotnik, najlepša hvala za pogovor. To sta bila meteorolog dr. Žiga Zaplotnik z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, raziskovalec ter predsednik podnebnega sveta in novinar Jan Grilc. Njun pogovor o tem, kako je epidemija vplivala na podnebno krizo, na spremembe našega ravnanja in kaj bomo poleg tega še morali storiti, da bomo pustili potomcem planet, na katerem bo mogoče kakovostno živeti. Vse to, kar smo slišali, da človeku misliti. V naslednji epizodi podcasta 5 let pozneje pa bo naša sogovornica doktorica Katarina Keber, zgodovinarka ZRC SAZU, ki se v okviru socialne zgodovine medicine ukvarja z zgodovino epidemij. Zakaj je prepričana, da bodo imeli zgodovinarji pri preučevanju pandemije COVID-19 težko delo, ko bodo poskušali razumeti to obdobje? Odgovor boste slišali v 16. epizodi. Naročite se na podcast 5 let pozneje, da ne zamudite vsebin, ki jih še pripravljamo. Zdi se mi, da smo bili enaki tega časa, kar vsi. 5 let pozneje. Novi koronavirus je svet postavil na glavo. Napovedi niso ravno optimistične. Uživajte, dokler lahko. Vsi smo bili malo depresivni, tako da niso glih dobri spomini. Spet bo prišel čas sonca in svobode. Ne, vsega tega, kar se je dogajalo, ne bomo pozabili. Smo pripravljeni, če se zgodi kaj podobnega? 5 let pozneje na Radiu Slovenija zremo v prihodnost. Preverjamo. Iščemo dokaze, mnenja, razlage, odgovore. So kakšno vprašanje morda zame? Kar je bilo, je bilo.